Gospod Saša Hribar, naključno sem se srečala in sem vas povprašala, kako vi razmišljate o konoplji, kakšen odnos imate do te rastline? V bistvu o rastlini ne razmišljam kaj dosti, ker sem star že 55 let. Seveda, čez čas mi bo to koristilo, prepričan sem, ampak razmišljam tako kot normalen človek in se postavljam v vlogo nekoga, ki ne more razumeti teh represivnih aparatov, ki se imenujejo politiki in njihovi pomočniki, ki o tem ne bodo mogli odločati, tako kot niso mogli odločati 25 let v to sodi naše države, kajti edina travo, ki jo poznajo, je trava, na kateri se pasejo in zraven spustijo vsake toliko časa nekaj blata. Skratka, mislim, da vam ne bo uspelo. Svetovna politika se rapidno spreminja do konoplje, kaj pa Slovenija? Smo tako staromodni, je v ozadju še kaj drugega, da se stvari ne premaknejo? Poglejte, samo v medijih piše zmeraj, da obstajajo zmeraj neki strici iz ozadja. To so tisti ljudje, ki vodijo slovensko politiko. Če so te strici iz ozadja v Ameriki ali v kakšni drugi državi, bo glede na to, kako smo tehnološko razviti, šlo po Morsejevi abecedi in po telegrafu. Skratka, čez kakšni 2 leti bomo kopirali tisto, kar bodo sprejele zahodne države. Pa se vam zdi humano, da se morajo uporabniki konoplje skrivati, med drugimi tudi bolniki, ki se samo zdravijo? Ne, to je katastrofa, to ni humano, jasno. Podpirate legalizacijo Jaz konoplje? seveda jo podpiram. Podpiram legalizacijo droge, čim prej konoplje, ne droge, se upravičujem. Droga je vendar iz Portoroža. Hvala.